Ob meni sta zdaj mentorica skupine, gospa Marica Hartman, ter režiserka in tudi tista, ki je napisala besedilo ter izdelala lutke za današnjo predstavo, Breda Varl. Gospa Marica, morda najprej vprašanje za vas. Mladi Celovčani, kakšna skupina je to, koliko časa že deluje, kdo vse je pri njej? No, to je zdaj najmlajša skupina, to se pravi že 7. skupina v našem društvu. Delujemo zdaj 4 leta in Breda je od vsega začetka že zraven, zdaj že 30 let lutkamo pri našemu društvu. In ona nam vedno režijo ima, najprej Tine tudi, zdaj ona, glasbo nam piše Katarina Hartman, tako da smo en lep tim že ratala, in je res lepa simbioza. Gospa Breda, kako se vi počutite med njimi in soustvarjate te predstave? Ja, očitno čisto v redu, zato sem še vedno tukaj kljub letom. Ampak res je prijetno in mene od vsega začetka najbolj fascinira to, da se neka kulturna, umetniška dejavnost z otroki počne tudi zaradi slovenskega jezika, zaradi pripadnosti matičnemu narodu. Nekaj takih močnih družin je še tukaj, ki v bistvu živijo s to slovenščino in se tudi v Celovcu, na podeželju vemo, da je malo lažje, ampak da se tudi v Celovcu nekako družijo ob petju, dramskih predstavah in tako naprej. In če nagovarjaš otroke v tej zgodnji fazi, je to res najlepša stvar. In vidite otroke, kako radi pridejo, kako so zraven. No, prva leta je režiral moj mož, žal je zbolel, ni mogel več. In sem sem likovno podobo vedno delala in nekako to bilo samo po sebi umevno nadaljevanje. Ja, in zdaj še delujemo. No. Lepo. Gospa Breda je omenila skupina tukaj v Celovcu, ampak tukaj pravzaprav na avstrijskem Koroškem, kjer živite Koroški Slovenci, je zelo veliko takih lutkovnih skupin. No, več je gledaliških skupin, lutkajo pa v Šmihelu. V Šmihelu že 40 let, pri nas pa 30 let. So pa zdaj tudi v Šentprimožu začeli z lutkami in v Dobali vasi. Tako da je prav prijetno gledati razvoj tega. Ali vse to učenje, priprava na predstavo poteka v slovenskem jeziku? Ja, seveda, ker je besedilo slovensko, otroci vsi znajo slovensko in se mi tudi trudimo, da res otroci med sabo včasih tudi nemško govorijo, je tako, ampak mislim, da je prva stvar res, da se v slovenskem jeziku pogovarjamo. Gospa Breda, kje ste dobili navdih za to predstavo in za sporočilo, ki ga prinaša? Kaj lahko jaz še vmes nekaj drugega povem. Jaz bi tukaj gospo Marico malo dopolnila glede trajanja lutkarije na Koroškem. Davnega leta 1974 je takratni tajnik Koroške kulturne zveze, gospod Nužej Tolmajer, povabil v gostovanje Mariborsko lutkovno gledališče z eno lušno predstavo Zajček, Dideldajček. Gostovali so po vseh krajih na Koroškem in njemu je potem vzniknila ideja, da bi to nekaj bilo za otroke na slovenskem Koroškem. In tako je ta lutkarija začela, ki se je razvila potem v teh več skupin, ki še vedno delujejo tukaj naokoli. O tej predstavi, kako ste? Tako, zadnja leta tudi sama, ne samo da pišem besedila, ampak dobim neko idejo. Jaz sem po moji osnovni izobrazbi, se pravi likovnica, oblikovalka in izhajam vedno iz prostorske vizije nekega dogodka, ki nekaj pove. Lutka je pa itak sredstvo, s katero kažemo vsebine. V tem se razlikuje od živega teatra, kjer je besedilo na prvem mestu. Ampak ideja, se pravi, mora biti nekako sporočilna na nek način in dali smo res že skozi marsikaj, od odnosa s starši do, to je bila lani ena taka zgodbica, do te situacije, v kateri smo v zadnjih letih in se mi zdi, da so otroci zelo dobro razumeli. Zanimivo pa je, vsa ta leta smo imeli vaje na Mohorjevi ljudski šoli, ki je dvojezična in je itak tako mednarodna. Tu so bili otroci skoraj z vse Evrope, lahko rečem, skoraj vse Evrope in je pravzaprav ta trenutek, ki ga danes živimo na svetu, res ta, ki ga obravnavamo. Ker so pa to otroci, ker pa moramo to vedno povedati, te stvari okrog ovinka, si pa moramo izmisliti akterje, ne? In so mi pač te mravlje prišle nekako, popolnoma se lahko istovetijo z ljudmi. Gospa Marica, vaje, priprava na predstave,
Najbrž je to kar resno in trdo delo, ampak najbrž se pa zgodi tudi kaj smešnega vmes, kakšna dogodivščina. No jo, teh je kar dosta, ne? Ko imaš toliko otrok, je kar fletno. Zadnja leta smo vedno bili v Ankaranu, ki je bilo luštno, pa kopanje, vse leto smo pa morali nažalost ostati doma. Ampak tudi tu je bilo zelo prijetno, na lepem velikem vrtu, in če je sladoled prišel, je hajblo ali pa žogo, igranje, vse. Mislim, da je bilo zelo prijetno, ne? Na kaj ste jih morali recimo opozarjati oziroma popravljati? Je bil to govor, je bilo to izgovarjanje kakšnih besed? Govorijo tudi, ko govorijo otroci slovensko, govorijo malo z nekim narečnim naglasom, ne? In knjižna slovenščina je seveda težja. Problem je tudi dvojina v pogovornem jeziku. V nekaterih, bom rekla, stavčnih zvezah je malo problematike in seveda pri jeziku opozarjam vedno na interpretacijo, da morajo povedati logično neke stvari, da stavek sedi, da ga tisti, ki poslušajo in gledajo, razumejo. Če pa odmislim ta jezik, ki je v tej skupini pravzaprav zelo na dobrem, na visokem nivoju, je pri lutkovni dejavnosti vedno najpomembnejše to, da je otrok sposoben prenesti neko svojo energijo na figuro. A veste, tudi profesionalni igralci, če kdaj primejo lutko v roko, imajo s tem težave, ker hočejo eksponirati sebe kot igralca. Tu pa mora lutka biti tista. In zato je tu mogoče celo včasih se zdi, da je malce kaotična situacija, ampak pozoren gledalec je opazil, da tisti, ki je govoril, je bil dominanten, in to je zdaj ta prenos energije. Glej mene, lutko. Mislim, lutko, ne mene, ne. Se pravi, gre za ta trikotnik med otrokom, ki ima lutko v roki, in lutka sporoča in občinstvo reagira na lutko. V tem je čar lutkarije. In to je najtežje, da pri otrocih dosežeš. Eni imajo to prirojeno, nekateri pač ne. Kako pogosto se dobivate na vajah in ali se morda dobivate tako tudi izven vaj na kakšnih povsem prostih srečanjih? No, tako da se med sabo tudi zelo dobro poznamo, tako da se tudi drugače srečamo, ampak vaje smo imeli en teden na mesto Ankarana v Celovcu tukaj in potem smo se srečavali ob vikendih, tako da smo res zelo pridni bili in zadnji vikend je bil zelo, kako bi rekla? Naporen, ja, ampak se je izplačalo. Ja. Tudi izdelava lutk, izdelava scene je potrebno narediti, ne? Ja, mi vedno zelo poenostavimo stvari. Saj veste, nekih finančnih večjih sredstev ni, tudi ni ljudi, ki bi to počeli, tako kot se to dela v teatrih. Otroci, jaz imam likovno idejo, potem otroci sodelujejo, zelo veliko stvari so sami naredili do neke faze. Potem pač jaz piko na i dam. Scena pa itak, vidite, je tako preprosta, da jo lahko zložijo, zvijejo in gre v en avto. Vedno nekako težimo k temu, da je čim manj krame, če se lahko tako izrazim, in pa 2 torbi lutk, no. Ja, ampak veliko pomagajo otroci in to zelo radi, zelo radi. Sploh so ponosni, če si sam, vsaj do 90% izdela lutko sam. No, odlično. Ja. In je dosti tih priložnosti, kot je gospa Breda omenila, da spravite zadeve v avto in da nekam greste? No jo, je kar dosti priložnosti, vsako leto imamo med 10 in 15 predstav, tako da hodimo po Koroški, v Sloveniji, Italiji, lansko leto smo bili v Mariboru, 2 leti nazaj v Italiji, v soboto odpotujemo v Ljubljano. Kako bo pa leto še izgledalo, tega se pa ne ve, ne? Glede korone, kako bo. Imate še kakšno predstavo v načrtu ali je ta za letos? Za letos mi imamo vedno eno predstavo in to igramo potem skozi leto in tako da to predstavo bomo igrali, če bomo le imeli možnost. Gospa Breda, morda za konec, kakšno spodbudo bi dali Slovencem tukaj na avstrijskem Koroškem, koroškim Slovencem pri ohranjanju lutkarstva? Pri ohranjanju lutkarstva. Jaz mislila generalno, bi jim samo rekla, biti samozavesten, ne. Kar pa zadeva lutkarstvo, je pa definitivno to v zgodnji otroški fazi tista dejavnost, ki otroke spravi na oder.
In ko si na odru, ko ti z neke druge distance sporočaš neke vsebine, je to definitivno za samopotrditev sebe kot posameznika in tudi kot pač nekoga, ki pripada neki skupnosti. In definitivno jaz lahko zatrdim, od 74. že hodiva, prej z možem hodila, zdaj pa sama, da tisti, ki je bil ali v gledališki ali v lutkovni skupini, kdorkoli, definitivno v 90% ostane Slovenc. Pa ne gre zdaj za to, da bi nekako vzgajali same lutkarje ali pa same gledališke igralce, glasbenike, ne gre za to. Gre za to, da jim to pomaga, da so boljši ljudje, da so samozavestni in da dejansko so tudi bolj kulturni na nek način.